Ljubljana danes, turisti na vsakem koraku. Fino bi zagotovo rekli tisti, ki turistom ponujajo vse od hrane do pijače. A žepi turistov niso takšni kot tisti slovenskega življa. Odpravimo se po lokalih po strogem središču prestolnice, na pijače, ki gredo najbolj v promet. Postrežba na Prešernovem trgu je slaba, skoraj 10 minut čakamo, da pride natakar. Zdravo. Jaz bi imel pa kar tale Bombay tonik. Ja, gin tonik je ena najbolj priljubljenih pijač. Hvala lepa. In medtem, ko jo srkamo, vržemo oko na cene pijače v tem lokalu. Koktejli so od 7 evrov do 8 evrov, džini med 5 in 7. Kasneje, potem ko plačamo 5 evrov za gin tonik, gremo še na pivo, lokal ob Ljubljanici. Mali pir Union 2,40 €. A je to šala ali je to čisto resno? To je čisto resno. Ni to malo veliko? V centru smo Vi bi plačali 2,40 € za... za Union sigurno ne. No, natakar s tem pove domala vse. Je pa res, da tujcem prestolnica ni predraga, niti turistom iz Črnogorske Podgorice. Mislim, da je Hrvatska skuplja. Kaj šele turistom iz Italije? It's cheaper than in other countries. Za Skandinavce smo pa tako ali tako skoraj meka, kar se alkohola tiče, a dejstvo je, da si v Ljubljani pijačo privošči tudi marsikateri Slovenec. 2,40 € pivo pa to ne grem, se mi zdi preteran. Tako Slovenec, ki večino časa preživi v Franciji, in tudi njegov kolega Ribničan ni navdušen nad ljubljanskimi cenami. Biti zeleno pivo, bojci? Ja, bi dva. Tamle je 0,33 pir za 2,40 €. Kar negamo. No, župan najlepšega mesta na svetu o cenah ni želel govoriti. Ne bom. Ne bo se odvarjal. Za konec naročimo še špricer, nekdaj nacionalno slovensko pijačo. 3,60 € za deci, pri čemer je deci odprtega vina iz Štajerske 2,40 €. Na Štajerskem ga ponovadi prodajajo za 2,40 € za liter. Vem, sem Štajerski. Aha. Zelo dobro poznam cene. In kaj pravite na te cene? Vsaki država se misli zapusti. Dodajmo, da je minimalna urna postavka v Sloveniji 4,61 €, kar pomeni, da bi za malo pivo v prestolnici morali delati več kot pol ure.